Gre za uskladitev cen nekako z kalkulativnimi elementi, predvsem je treba vedeti, da od leta 2015 do 2018 so se storitve na področju komunalnih storitev v Krškem cene zniževale. Moramo pa povedati, da v zadnjih 3 letih je elektrika šla gor kar 40% in to je en izmed glavnih razlogov za uskladitev cen. Moramo pa povedati, da to niso neke ekstra visoke uskladitve, ampak na položnici za 4-člansko družino, ki so priključeni na vodovod, na kanalizacijo in se odvažajo tako biološki odpadki in pa tudi drugi odpadki, je cena okvirno za 2,8 evra višja na mesec za 4-člansko družino. Tisti, ki pa niso priključeni kanalsko mrežo, pa približno 1 evro. Od tega je za storitev cena višja okrog 1,3 evra pa 1,5 evra zaradi omrežnine. Moram še eno zadevo povedati, da osebo, posameznika, vse komunalne storitve na dan v občini Krško z novo položnico stanejo 0,43 evra. Se pravi 43 centov na dan za vse storitve, ki jih opravlja Kostak, se pravi tako, da od oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja padavinske in komunalne vode in pa tudi kompletni sistem ravnanja z odpadki. Moram povedati, da vsako leto v občini Krško znatna sredstva se namenjajo za obnovo sistemov. V letošnjem letu se bo znižala tudi subvencija in bo tako tudi malo več denarja na razpolago za obnovo sistemov, tako da bo okrog 1,6 milijon evrov denarja, ki jih bomo namenili v obnovo tako kanalskega kot tudi vodovodnega sistema. So pa nekako vse te zadeve planirane v skladu s programom dela in pa usklajene z občinsko upravo, katera področja se bojo obnavljala. Normalno pa je, da se bojo tudi določene novogradnje izvajale, predvsem na kanalskem sistemu na Senovem in pa potem pa tudi delno na vodovodnem sistemu pri prevzemanju vaških vodovodov v upravljanje na podjetje Kostak. Moram povedati, da so sami začetki bili zelo spodbudni in tudi upam, da bo zadeva se nadaljevala. Žalostni smo, ali pa moram reči, da sem kar presenečen, da je minister Leben odstopil. Bil je korekten minister, eden izmed boljših ministrov v zadnjem obdobju, tudi komunikativen in pa tudi nekako je upošteval tudi mnenja nas komunalcev, kar se do zdaj ni pogosto dogajalo. Upam pa, da bo ta nov veter zavel tudi v ostale sodelavce na ministrstvu in pa tudi na novo imenovanega ministra, ki ga bojo izbrali iz strank. Moram povedati, da so še težave z odpadki, predvsem s embalažo na terenu. Razpis je bil objavljen, kako je s samim potekom, nimam natančnih informacij, vendar upam, da bomo skupnimi močmi, se pravi tako gospodarskih javnih služb, izvajalcev gospodarskih javnih služb, tako predelovalcev, embalažnih družb in pa teh, ki embalažo dajo na trg, zadevo uredili tako, da bo v dobro vseh občanov.